Ponovno lepo pozdravljeni, smo na tretjem predavanju o poslovni komunikaciji v času ranljivosti. Sem Martin Lisec, logoterapevt, mediator in coach, direktor inštituta Stopinje in skupaj z gospodarsko zbornico smo za vas podjetniki, direktorji, SP-ji, lastniki podjetij, pripravili niz treh predavanj, torej o komunikaciji, o poslovni komunikaciji v času ranljivosti. Kot smo omenili že v prvih dveh seminarjih, v prvih dveh predavanjih, živimo neko posebno obdobje, na katerega nismo pripravljeni, neko posebno obdobje, skozi katerega vsi plavamo, posebno obdobje, v katerem smo na vseh ravneh naše eksistence začutili, da smo ranljivi. Če še do včeraj, v narekovaju, zgledalo, kako obvladujemo svet, kako obvladujemo življenje, kako so vse stvari jasne, dokončne in zabetonirane, kar nenadoma vidimo, kako smo pravzaprav ljudje, kako je naša družba zelo, zelo ranljiva in seveda ta ranljivost, ta občutek ranljivosti odpira v nas tudi neka druga vprašanja, neke druge načine delovanja, odpira v nas tudi globoka eksistencialna vprašanja. V teh treh seminarjih smo govorili o treh vidikih komunikacije, poslovne komunikacije v času ranljivosti. In sicer o komunikaciji s sodelavci, zaposlenimi, o komunikaciji z ožjim timom v času ranljivosti. Danes pa se bomo zazrli v prihodnost. In sicer razmišljali bomo, kako strukturirati, kako narediti komunikacijski načrt za obdobje po krizi. Vsaka kriza enkrat mine. Elizabeth Lucas, učenka Viktorja Frankla, je napisala eno krasno pesnitev V ritmu morja, kjer pravi, pride dan, ko se zbudimo dobre volje, ko se zbudimo svetli, pride dan, ko se zbudimo turobni in ne vemo, zakaj je tako. Življenje je kot ritem morja. Val pride, val odide. In tudi ta kriza bo enkrat minila. Pomeni, kako načrtovati komunikacijo po tem obdobju. Vsako predavanje je sestavljeno iz treh delov. Najprej so neke konkretne spodbude na temo seminarja oziroma na temo predavanja, potem so neke komunikacijske veščine, ki jih osvežimo, ki nam koristijo ne samo v tem času, ampak tudi sicer v našem podjetniškem življenju, pri vodenju, in pa potem so nekatere vaje, s katerimi nekako ki so predvsem v spodbudo za to, da zavestno živite tudi z komunikacijskega vidika ta čas, ki je, kakor smo rekli, drugačen. Kaj torej s komunikacijskim načrtom po obdobju krize? Predlagal bi vam 7 razmislekov za izdelavo komunikacijske ali nove komunikacijske strategije po tej krizi, ki jo sedaj živimo. Prva stvar je sploh vprašanje, ali imate v vašem podjetju sploh narejeno, izdelano komunikacijsko strategijo. Ne govorim samo za komuniciranje z javnostjo, na komuniciranje z mediji, ampak a imate izdelano sistem vertikalne in horizontalne komunikacije znotraj podjetja. Naprej, ali sploh imate izdelano strategijo za krizno komuniciranje v primeru, da pride do takšnih ali drugačnih kriz pri vašem poslovanju, pri vaših poslovnih odnosih, pri vaših poslovnih odločitvah in tako naprej. Skratka, eno vprašanje, ali to sploh imate. Če tega nimate, je mogoče sedaj čas, da začnemo zelo intenzivno o tem tudi razmišljati. Če pa to že imate, mislim, da je pa sedaj seveda en velik čas oziroma en zelo primeren čas, da razmišljamo o reviziji teh komunikacijskih strategij. Te razmisleke bi pravzaprav podal v smislu 7 vprašanj. In sicer, prvo vprašanje. Česa ste se naučili oziroma česa se učite v tej krizni situaciji? Torej, česa se učite o komunikaciji v tej krizni situaciji? Govorili smo o komunikaciji s sodelavci nadaljavo, govorili smo o komunikaciji z ožjim timom nadaljavo. In seveda, podjetniki, prijatelji, poslovni partnerji mi pravijo, da so stvari zelo drugačne po eni strani, da pa po drugi strani prihajajo do izraza nekatere zadeve, nekatere vsebine, nekaj, česar
prej ni bilo zaznati v procesu komunikacije v živo. Namreč, da se sedaj bolj poslušamo, da se sedaj bolj slišimo, da sedaj ne moramo govoriti drug čez drugega, kajti če na družbenem omrežju oziroma na videokonferencah govorimo drug čez drugega, nihče ne sliši ničesar. Skratka, česa ste se naučili in kaj se učite, kaj se še vedno učimo v tem obdobju o komunikaciji v našem podjetju. Zapisujte si te stvari. Dragocene stvari je pomembno zapisati, da se ne pozabijo. Dragocene stvari bo potem jutri pomembno skomunicirati, dragocena spoznanja skomunicirati s svojimi zaposlenimi. Naprej. Na podlagi te izkušnje, kako boste reorganizirali posamezne procese v delovanju podjetja? Mogoče ste zdaj začutili, da posamezni zaposleni niso na tistem mestu, kjer bi morali biti, ali pa če so na določenem mestu, da v komunikacijskem smislu ne opravljajo tiste naloge, ki bi jo morali opravljati. In da so mogoče neke druge osebe, ki samo po sebi, glede na sistemizacijo, glede na delovno mesto, nimajo takšne vloge, vendar v komunikacijskem smislu prevzemajo bistveno pomembnejšo, bistveno večjo odgovornost. Skratka, vprašanje, kako boste, če je potrebno, reorganizirali svoje podjetje v komunikacijskem smislu. Naprej. Pomembno vprašanje, ogromno časa ali pa pomemben vidik za razmislek. Velikokrat, če nismo strukturirani, če nismo organizirani in v mnogih podjetjih vidim, da to nismo ali pa da to niso, zgubljamo ogromno časa in ogromno energije za neproduktivne sestanke. To obdobje mislim, da nas je prav v tem smislu racionaliziralo. Kar pomeni en zelo pomemben razmislek, kako boste optimizirali, racionalizirali, poenostavili sestanke, prenos informacij in tako naprej. Kaj boste na podlagi te izkušnje v tem smislu naredili drugače? Naslednje vprašanje, naslednji razmislek. Kako boste strukturirali horizontalno in vertikalno komunikacijo v podjetju? Ko govorimo o horizontalni komunikaciji, govorimo predvsem o komunikaciji z ožjim timom, z middle managementom. Ko govorimo o vertikalni komunikaciji, pa govorimo o komunikaciji seveda do vseh zaposlenih, od prvega do zadnjega, v narekovaju zadnjega, do vsakega zaposlenega v podjetju. Ali so te poti jasne? Ali so ti procesi pretočni, ali so ti procesi jasni, ali je v komunikacijskem smislu v vašem podjetju jasno, kdo je za kaj odgovoren, kdo komu kaj odgovarja in kdo mora komu kaj naročiti. Teoretično so te stvari seveda jasne, v praksi pa kot coach velikokrat vidim, da temu še zdaleč ni tako. Peti razmislek, kako boste omogočali, spodbujali, lajšali komunikacijo? Ta družbena omrežja, preko katerih sedaj komunicirate, ali je lahko to tudi del, ki ga integralno vključimo v procese, v delovanje podjetja, tudi po tej krizi? Šesti razmislek. Kako boste upravljali konflikte? Ne vem, če ste tudi vi opazili, vendar v tem obdobju, vsaj jaz imam tak občutek in tako izkušnjo, tudi ko se pogovarjam s kolegi podjetniki, je ta konfliktnost med zaposlenimi, med sodelavci zelo upadla, kar je dobro. Kar pomeni, da se v tem obdobju vsi fokusiramo na pomembno, ker roko na srce, mnogi konflikti v poslovnem svetu, v podjetju, med zaposlenimi, med vodstvom in zaposlenimi, mnogi konflikti so velikokrat, ne bom rekel banalni, ampak sproženi zaradi stvari, ki niso vredne, oziroma ki samo po sebi niso vredne takšne pozornosti. Skratka, pomembno vprašanje, kako bomo upravljali konflikte po tej krizi. In pa sedmi razmislek, kako boste tudi po tej krizi razvijali skupno vizijo in krepili pripadnost. Jaz mislim, da v tej krizi, v tem načinu komuniciranja, kakršnega imamo, v kakršnem smo se znašli sedaj, da je veliko elementov, ki jih lahko tudi pozneje vzamemo oziroma izkoristimo prav v smislu spodbujanja pripadnosti.
Gremo sedaj na drugi del, kratka komunikacijska osvežitev. Ko govorimo o komunikaciji, govorimo pravzaprav o dveh vidikih, o dveh segmentih komunikacije. Najprej komunikacija nekaj, kar se vidi. Tukaj so tehnika, tukaj so pravila, tukaj je dikcija, tukaj je videz, tukaj je neverbalna komunikacija. O tem smo nekaj govorili že zadnjič. Jaz pravim temu, to je neka lupina komunikacije. Vendar za resnično komunikacijo to ni pomembno. V resnični komunikaciji, v popolni komunikaciji, v empatični komunikaciji mora biti tudi del nas, del našega srca. Moramo dati svojo identiteto, svoje vrednote. Vedno komuniciramo iz sebe. Poznamo tisti rek, tisti stavek, česar polno je srce, to usta govore. Vrednote. Kaj so pravzaprav vrednote? Kaj so naše podjetniške vrednote? Kaj so vrednote našega podjetja? Kaj so vrednote? Vrednote so tisto po etimologiji slovenske besede. Vrednote so tisto, kar je vredno. Kar je vredno za nas, kar je vredno za našo podjetniško vizijo, čemur sledimo. In vrednote so zelo pomembne predvsem zaradi tega, ker so horizont, ker so obzorje, k kateremu se usmerjamo vsi, ki smo zaposleni v določenem podjetju. Vrednote so torej nekaj, kar nas povezuje. Prva zelo pomembna naloga, ki bi vam jo dal danes, je: napišite vrednote svojega podjetja. Katere so tiste vrednote, ki vas vodijo pri vašem delovanju? Ne vem, jaz sem jih tudi nekaj napisal, mimogrede tale gradiva imate tudi na spletni strani Inštituta Stopinje, jih boste lahko vzeli dol. In recimo nekatere vrednote, ki sem jih jaz napisal, podjetniške vrednote, ki se mi zdijo ključne, so seveda odgovornost, sodelovanje, pripadnost, dobri odnosi, pa na drugi strani kompetentnost in strokovnost, poslušanje, posluh do trga, do dobaviteljev, do uporabnikov, do strank, prijaznost, ne nazadnje urejenost in tako naprej. Življenjski optimizem je zelo pomemben in še bi jih lahko naštevali. Zdaj, če so te vrednote, v katere verjamemo, zastopane tudi v našem poslovanju, v našem delovanju, potem lahko rečemo, da te vrednote zagotavljajo na eni strani kakovostno storitev, in če je storitev kakovostna, potem seveda lahko rečemo, da so naše stranke, naši kupci zadovoljni. Te vrednote pa lahko razporedimo seveda v dva sklopa in to vas vabim, da napišete torej svoje vrednote in jih razdelite v ta dva sklopa. Da so nekatere vrednote, ki gradijo podjetje navznoter, odgovornost, sodelovanje, pripadnost, dobri odnosi, optimizem in tako naprej. In je potem nek drug sklop vrednot, ki gradijo odnos do strank, do naročnikov, do partnerjev, do kupcev in tako naprej. To pa so recimo strokovnost in kompetentnost, kar pomeni, mi živimo navznoter dobre odnose v našem podjetju, smo pa strokovni in kompetentni in seveda to gradi verodostojnost v odnosu do kupcev. Smo prijazni, smo urejeni, imamo urejeno poslovanje, izžarevamo nek življenjski optimizem, znamo reševati konflikte, znamo reševati nesporazume, do katerih prihaja. Skratka, napišite vrednote in jih razdelite v dve skupini. Vrednote, ki gradijo naše podjetje, in vrednote, ki gradijo odnos do kupcev. Ko boste prišli nazaj, ko se boste nazaj srečali z vašimi sodelavci v podjetju, naredite skupaj z njimi ta proces. Česa si vsi podjetniki pravzaprav v svojem poslovanju, k čemu težimo? Težimo k odličnosti. Prizadevamo si, da bi bile naše storitve, naše dejavnosti, vse, kar počnemo, naši izdelki, perfektni, odličnost. To je tisto, s čimer postajamo verodostojni. Kako se torej gradi odličnost? Odličnost se gradi vedno od znotraj navzven. Najprej je potrebno vzpostaviti odličnost navznoter, pomeni odnos do zaposlenih in do sodelavcev, in nato vzpostaviti od tod naprej odličnost navzven. Odnos do strank, odnos do naročnikov. In pot odličnosti je vedno takšna. Odličnost navznoter gradi odličnost navzven in rezultat teh procesov so na koncu zadovoljni kupci, zadovoljni uporabniki, zadovoljne stranke. Vaja torej.
Napišite vrednote vašega podjetja. Razporedite te vrednote v dve skupini, v tiste, ki gradijo vaše podjetje navznoter in v tiste, ki gradijo vaš odnos do vaših strank, do vaših poslovnih partnerjev. In pa pogovorite se s sodelavci o vrednotah vašega podjetja. Mogoče en del sestanka z ožjim timom na daljavo namenite pogovoru o vrednotah. Ko boste pisali pismo, verjetno ste ga zdaj že napisali vsem vašim zaposlenim, ne pozabite spregovoriti tudi o vrednotah, ki vas povezujejo, tudi o vrednotah, ki vas mogoče povezujejo še posebej v teh kriznih časih. Za ohranjanje kakovosti moramo torej narediti par drobnih stvari. Ohraniti in nadgraditi kakovost odnosov in storitev. In pa druga naloga za danes. Razmislite, kako boste reorganizirali komunikacijo v vašem podjetju, če je to potrebno. Kako jo boste dopolnili, kako jo boste nadgradili, kako jo boste spremenili. In vzemite list papirja na gradivih, ki ste jih prejeli, ki ste si jih pretočili spleta, imate neko shemo, izdelajte ta akcijski načrt. Kakšni so cilji, kakšna je strategija in kakšen je časovni okvir. In če je potrebno, ne pozabite, vključite tudi strokovnjake z Inštituta Stopinje. Preden zaključimo, pa še ena pomembna stvar za vas podjetniki, za vas lastniki podjetij, direktorji, vodstveni delavci, vodilni delavci. V tem času krize, ko skrbite za svoje podjetje, ko skrbite za svoje zaposlene, ne pozabite nase. Ohranjajte osebno ravnovesje na 9 ključnih področjih. Pomembno je, da tudi v tem času zelo pomembno, bistveno, ne pozabimo nase. In katera so ta področja, teh 9 področij, razvojno, poklicno, finančno, bivanjsko, socialno, razvedrilno, duhovno, zakonsko starševstvo in pa starševsko in pa telesno področje. Ne zanemarimo, ne pozabimo nase. Mogoče si tudi tukaj vzamete svinčnik, list papirja in si napišete, kaj boste na vsakem področju oziroma kaj na vsakem od teh področji počnete prav v tem drugačnem obdobju našega življenja. Tako, sprehodili smo se skozi 3 teme v teh 3 naših predavanjih in sicer razmišljali smo o poslovni komunikaciji v času ranljivosti, o poslovni komunikaciji z našimi zaposlenimi, o poslovni komunikaciji z ožjim timom, z našim ožjim timom in pa o komunikacijskem načrtu po obdobju krize. S kakšnim namenom? Zelo preprostim namenom, da bi v času ranljivosti prepoznali tudi čar ranljivosti. Da bi odkrili tisto, česar mogoče prej v vsakdanjem življenju nismo videli. Vabim vas, da se sprehodite tudi po straneh Inštituta Stopinje. Mogoče se bomo že med to v tem obdobju, zagotovo pa po tem obdobju srečali na kakšnem seminarju, na kakšnem coachu. Skratka, iskreno dobrodošli. Najdete nas na spletni strani stopinje.si. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, vam in vašim dragim. Želim zdravja, želim optimizma, želim vztrajnosti, želim dobre volje, želim nekega tiste zdrave življenjske iskre. In tudi danes dovolite, da zaključim z mislijo ustanovitelja logoterapije Viktorja Frankla. Življenje ni nekaj, ampak priložnost za nekaj. Ta čas ni kar nekaj, ampak je priložnost za nekaj. Želim nam, da bi vsi razumeli, da se v tem za nekaj skriva naša odgovornost, naša naloga, naš izziv.
Hvala lepa.